Po vsej Sloveniji delujejo usposobljeni, neodvisni energetski svetovalci mreže En Svet. Z brezplačnimi nasveti in pogovori vam pomagajo pri izbiri, načrtovanju in uresničitvi investicijskih ukrepov z področja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi. Poglejmo, kaj so svetovali pri predelavi kotlovnice v Mariboru. Ekosklad je objavil javni poziv nepovratne finančne spodbude za nove naložbe za menjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb. Vsi občutimo, da je zrak, ki ga dihamo, predvsem v mestih v obdobju kurilne sezone močno onesnažen, predvsem z malimi delci PM10. Namen tega javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost večstanovanjskih stavb, ter seveda s tem tudi zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka, predvsem z delci PM10. Nepovratne spodbude so lahko dodeljene za zamenjavo stare kurilne naprave za novo, in sicer kurilno napravo na lesno biomaso, ogrevalno toplotno črpalko, plinskim kondenzacijskim kotlom s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Nahajamo se v Kranjčičevem kareju v Mariboru, gledamo okrog stavbe, ki so bile priključene na staro kotlovnico, nekoč na premog, kasneje na plin, sedaj pa na toplotne postaje. V tem delu se je iz kotlovnice za nami ogrevalo 6 blokov z 210 stanovanji. Te bloke upravljajo 4 upravniki, med njimi smo tudi mi. Stara kurilna naprava v stari kotlovnici je z začetka delovala na premog. Kasneje se je preusmerila na zemeljski plin in sedaj na daljinsko ogrevanje. Stroški z, bomo temu rekli, že staro napravo, ki je bila praktično zastarela, so bili približno 10.000 evrov letno. Ti stroški z novimi toplotnimi postajami praktično odpadejo. Staro kotlovnico je bilo treba vzdrževati, potrebno upravljati nadzore, potrebno upravljati servise, dimnikarske storitve, čiščenje, porabljajo tudi ogromno električne energije. Vsi ti stroški danes z novimi toplotnimi postajami odpadejo. Nove toplotne postaje so neprimerno manjše, porabijo neprimerno manj energije, so locirane v posamezni stavbi, enostavne za vzdrževanje, ni dimnikarskih in ostalih storitev, ki so pač potrebne, občasni servisi sicer bojo, so tudi kompaktne in predvsem omogočajo to, kar je včasih etažne lastnike verjetno ali pa sigurno zelo motilo, samostojno ogrevanje vsake stavbe posebej, s tem odpadejo tudi neenostavne koordinacije in komunikacije med upravniki, etažnimi lastniki, vsemi udeleženci, ki so pač bili včasih udeleženi na stari kurilni napravi. To je glavna prednost tega in moram reči, da tudi ta subvencija je Ekosklada doprinesla k lažji pa hitrejši odločitvi etažnih lastnikov. Do leta 2012, ko še ni bila narejena fasada, smo povprečno porabili za ogrevanje na kurilno sezono okrog 400 evrov. Po izdelavi fasade je bila poraba približno 250 evrov. Sedaj, ko smo se priključili na toplotno postajo, je cena okrog 180 evrov. Strošek investicije na stanovanje velikosti približno 47 kvadratnih metrov je znašal okrog 650 evrov z odšteto subvencijo Ekosklada. Vlogo za pridobitev subvencije v imenu etažnih lastnikov vloži upravnik pred začetkom del. Vloga mora vsebovati vse predpisane priloge in fotografije stanja pred začetkom naložbe. Po vseh izvedenih delih upravnik posreduje dokumentacijo o zaključku naložbe na Ekosklad v roku 2 mesecev po izidu roka za zaključek naložbe. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25% priznanih stroškov celotne naložbe. Za vse dodatne informacije in ostale razpise se obrnite na internetno stran www.ekosklad.si oziroma na vam najbližjo energetsko svetovalno pisarno En Svet. Seznam vseh pisarn skupaj s kontaktnimi številkami najdete na internetni strani ensvet.ekosklad.si.